Bo Kaspa izgubila svojo pomembno podporo? In kaj se lahko zgodi, če jo? No, prav to bomo poskušali razkriti v tem videu. In najprej si bomo mi pri Kaspi ogledali mesečni graf in takoj, ko pogledam tukaj tele svečke, se mi ne zdi ravno najboljše. Sploh prejšnji mesec, kjer lahko vidimo preko volumna, da smo dobili kar precejšen prodajni pritisk in tudi svečka tegale meseca trenutno ne kaže ravno najbolje. Vidimo pritisk prodajalcev s tem majhnim telesom in kar precej velikim stenom zgoraj. Poleg tega je pa kar precej na udaru tukaj letale meja na 10 centih. Tukaj smo vsaj, kar se tiče mesečnega grafa, že kar nekajkrat udarili in seveda večkrat, kot se udari ob to mejo, več je možnosti, da se jo izgubi. In na mesečnem grafu smo imeli tudi medvedjo divergenco, ki se zdaj očitno izvršuje. Kot vidimo, tukaj smo imeli vrh, višji vrh in višji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI pa smo imeli vrh, nižji vrh in pa še nižji vrh. Ni pa še vse izgubljeno, še vedno se dela tukaj ena skrita bikovska divergenca, ampak bo treba še malček počakati na to, če se bodo izvedla. To gibanje trenutno se mi ne zdi lih najbolj prepričljivo. Zdaj glede na mesečni graf, če bi slučajno izgubili tole mejo na 10 centih, imamo tukaj prepad vse do 4 centov. Ampak na nižjih časovnih intervalih imamo tukaj eno podporo na tam nekje 8 centih, kot bomo videli kasneje, oziroma bomo videli kar zdaj. Pojdimo na tedenski graf in tudi tukaj lahko vidimo, Kaspa trenutno se mi zdi kar malček šibka. Večkrat sem že izpostavil tudi tale medvedji vzorec, razširjajoči, naraščajoči klin, kar bo treba kar paziti. Prebili smo dno že enkrat, prišli nazaj v vzorec in zdaj smo spet prebili tole dno in se zadržujemo pod njegovo mejo, kar se mi ne zdi ravno najboljše. In tukaj imamo spet eno svečko s kar velikim prodajnim pritiskom in tudi tukaj vidimo lahko po volumnu je prodaja bila kar velika, torej pritisk prodajalcev. In seveda vztrajno smo udarjali ob tole mejo na 10 centih. Zdaj tudi, kar se tiče tedenskega grafa, imamo naslednjo mejo tukaj na 4 centih. Zdaj, da ne bom toliko negativen, še vedno se lahko biki izkažejo, seveda. Tarče sem jaz povedal že v prejšnjem videu, tako da si ga lahko tudi ogledate. Pojdimo mi zdaj na dnevni graf, da vidimo malček, kaj se tukaj dogaja. Zdaj tukaj lahko vidimo spet kar precej prodajnega pritiska, držimo se nekako tele podpore tukaj. Bom označil na 12 centih, tako da bomo morali videti, kaj se bo zdaj tukaj dogajalo. Če to seveda izgubimo, gremo nazaj testirati 10 centov. In na dnevnem grafu se končno vidi tale podpora, tukaj sicer je zelo majhna, na okoli 8 centih. Tako da, če bi slučajno izgubili tole podporo na 10 centih, je tukaj le tale naslednja. Zdaj tudi kot vidimo tukaj na dnevnem grafu je tukaj volumen malček drugačen. Tukaj vidimo kar precej velik volumen, tako da bo to vsekakor zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo še naprej s Kaspo. Zaenkrat seveda mi ne izgleda najboljše, ampak v prihodnosti, sploh če pridemo tukaj do te meje na 10 centih, da vidimo, kaj se bo dogajalo, ali jo bomo končno izgubili, glede na to, kolikokrat smo udarjali ob njo, ali bomo mi dobili še en odboj in se bojo biki končno izkazali. Tako da vsekakor ne se pozabiti naročiti, to situacijo bomo vsekakor spremljali še naprej. Aj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda tudi ti želel postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju.
Seveda v zameno za podporo dobiš tudi dostop do dodatnih vsebin. Ta prvi paket omogoča dostop do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptovalut, ampak tudi druge trge. No, s ta drugim paketom pa lahko dobiš dostop do Discord skupine, kjer spremljamo tudi kriptovalute na manjših časovnih intervalih. In seveda imajo tukaj patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do dneva nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Na njej se je zvrstilo že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah, in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Kar komentirajte spodaj in začnimo debato. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. In seveda tukaj na tem kanalu redno spremljamo kriptovalute, predvsem Bitcoin, ker je ta glavni pri pomikanju kriptotrga. Tako da je res najboljše, da se naročite na ta kanal, da slučajno ne zamudite katerega videa in seveda, da nastavite obveščanje. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam.